So, my name is Emilie and I work as a Sem policy Emilie advisor for in Child sem Focus, the svetovalka Belgian Foundation policije for Missing za and organizacijo Child Sexually Focus, Exploited torej Children. organizacija za And some pogrešane of in you spolno might izkoriščane also know otroke. us as members Nekateri of nas InSafe poznate and kot InHope. člane InSafe in I InHope. would like first to thank Andrej Rada and bi his se colleagues for Andreju inviting me at this zahvalila in amazing and very kolegom interesting zahvalila conference za today. It's vabilo. a pleasure Neverjetna and a honor konferenca, res v to be čast with mi je, you. v veselje mi je, da sem lahko z So, vami. today we will be talking Danes bomo govorili o transakcijskem sekstanju. Kaj je to? To je sekstanje kot izmenjava spolnih vsebin za denar. Govorili bomo, kako mladi ljudje, zlasti dekleta, prodajajo svoje nage posnetke, slike in videe na spletu. In mislite si, mladi imajo res velike probleme danes. Ko sem jaz odraščal, to ni bilo tako. Ampak jaz bom šla nazaj in odgovorila nekaj vprašanj, da vam dam izziv k tem mislim. Torej, naš spletni prostor je vedno bolj seksualiziran. Kaj to pomeni za mlade? Kdo jih uči takšnih vedenj? Potem vam bom pokazala video Geoffreya Dujardina, ki je belgijski novinar večje medijske hiše, flamske medijske hiše, ki nam bo razložil svojo preiskavo pod krinko o tej tematiki. Potem bomo poglobljeno si ogledali ta poslovni model, kako res učimo mlade, da prodajajo te posnetke na spletu. Potem bomo govorili o tem, kako enostavno je za groomerje, da najdejo ranljive žrtve na spletu in tako naprej. Torej, najprej gremo nazaj v preteklost, poglejmo si medije. Poglejmo si seksualizacijo v medijih, seksualizacijo naše kulture. Torej, vloga medijev kot ogledalo naše družbe je ogromna. Objektifikacija spolnosti v oglaševanju, prikaz nasilja nad ženskami kaže na to, kako se je to normaliziralo v naši družbi. Ko medija pokaže, da je tako nasilje, taka seksualizacija normalna, potem to zmanjša verjetnost prijav nasilja strani žensk in deklic. In če mediji pošiljajo te slike, da morajo biti dekleta lepa, nemočna, je to zelo škodljivo, ne samo za razvijajoče se dekle, ampak za celotno družbo. In ta trend seksualizacije ni omejen samo na medijsko okolje, ampak je globoko zakoreninjen v naši zahodni kulturi. Najdemo ga v glasbi, športu, v poslovnem okolju. Mladi ljudje niso kar tako postali takšni, ampak se učijo od odraslih. Od zelo mlade starosti so izpostavljeni tem stereotipom spolov in se učijo takšnih vedenj, kot so toksična moškost. Zakaj to govorim? Ker menim, da je pomembno razumeti, da prekinemo ta krog, to pripoved, moramo storiti veliko več. Torej, moramo naučiti mlade, da boljše se vedejo drugače. Vedno seveda razmišljamo o žrtvah, ki so ženske ali dekleta in večinoma tudi so, ampak menim, da
mora vsak razbijati stereotipna vedenja, kajti niso samo škodljiva za dekleta, ampak tudi za fante. In fantje vidijo, kako so njihova telesa naslikana kot uspešni, kot privlačni, da so dominantni, da imajo moč in da so agresivni. In prepričana sem, da vsaka telefonska linija za pomoč vidi, da so te stereotipi zelo pomembni v smislu, koliko klicev dobijo. Torej, problematika sextinga, problematika nesporazumnega izmenjave sporočil. Mladi to danes počnejo, kot da si izmenjujejo kartice. Zakaj ni potrebne nobene introspektive, govoriti o občutkih, o strahovih, to moški ne počnejo. Vse telefonske linije za mlade v Belgiji vidijo, da fantje niso prisotni. Zakaj? Zato, ker se jih uči, da ne prijavijo, da se ne izpovejo svojih čustev na spletu in v živo. Vidimo tudi višje stopnje samomorov pri fantih in moških, pa ne samo povezano s spolnostjo, ampak spolnost je tukaj zelo pomembna. Ne smemo ignorirati teh vlog spolov, ko govorimo o transakcijskem sekstanju. Ljudje se pojavijo na spletu, se počutijo in so takoj na spletu deležni komentarjev, negativnih komentarjev. Vedno bolj normalizirano je med mladimi, da mladi posnamejo vsebine, svoje nage slike in to prodajajo. To so naredili odrasli, ki so tudi del tega okolja, te normalizacije, zato ne smemo kriviti mladih odraščajočih za težave, ki se pojavljajo tudi v našem odraslem svetu. Tako, zdaj pa pojdimo na tematiko, transakcijsko sekstanje. V Belgiji smo ta izraz skovali z raziskovalci. To pomeni izmenjavo spolnih vsebin za denar, za materialna darila, materialna sredstva. In to je pravi poslovni model. Torej, vsebino nago telo prodaš na spletu, dobiš nek zaslužek, ampak platforme pa imajo tudi članarine ali pristojbine, ki jih morate plačati njim. In zelo enostavno lahko zaslužite denar s prodajo nagih slik. Med epidemijo COVID-19, ko so bili ljudje zaprti doma, dolgočasili so se in v tem času je tudi platforma OnlyFans zacvetela in v samo nekaj letih je število uporabnikov iz 20 milijonov porasla na 170 milijonov uporabnikov. Pa tudi na drugih platformah. Zdaj ima OnlyFans 1,5 milijonov ustvarjalcev vsebin. Torej, tudi tisti, ki prodajo vsebine, ta številka je zelo zrasla. Torej, tisti, ki ustvarjajo pornografske vsebine, so ugotovili, da lahko na ta način zaslužijo. In v času covida so ti, ki so vključeni v pornografsko industrijo, želeli zaslužiti, ampak problem je, ker je ciljna skupina, so tudi mladi, veliko ljudi, ki niso povezani s pornografsko industrijo, vidijo, da lahko na ta način zelo zlahka zaslužijo. Zakaj bi bil plačan
$40 na teden v McDonald'su, če bi lahko hitreje zaslužil na takšni spletni platformi. In kot sem omenila, normalizacija spolnega vedenja, ki sem jo prej omenila, se zgodi ta efekt snežene kepe in vpliv ima to tudi na mladoletne osebe. Kritika platforme OnlyFans je upravičena, ampak ne gre samo za OnlyFans. Tudi uporabniki mainstream družbenih omrežjih so nekako okuženi s to idejo. Mladi se na Instagramu prosijo drug drugega in se sprašujejo, ali imate OnlyFans. In internet je dejansko poln takih video vsebin. Imate tudi in navodila, kako lahko zaslužite na teh spletnih platformah. Problem mladih je dvoplasten. Po eni strani se jim pravi, da naj pošljejo svoje nage slike, po drugi strani pa so tarče, lahke tarče kot kupci. In to je današnje stanje, ko je OnlyFans platforma dobila veliko kritik, da je čisto preveč enostavno priti do teh vsebin. So se nekako hoteli zaščititi pred mladoletnimi osebami, ampak to ni rešilo težav, kajti seme je bilo posejano in mladi so želeli teh vsebin, pornografskih vsebin, in našli so nove načine, kako priti do tega. In to pomeni, da so po različnih kanalih, danes imate Snapchat, Instagram in različna družbena omrežja, ki imamo veliko profilov mladih deklet, ali na YouTubu mladoletniki lahko izvejo, kako enostavno je vse to. Ta fenomen je razkril ta enostaven poslovni model, torej da starejši, odrasli lahko zaslužijo in hkrati učijo mlade ljudi, kako lahko zaslužijo. In ta poslovni model bom zdaj razložila v 3 korakih. Pomislite, ste mlada oseba, želite obogateti s svojimi nagimi slikami na spletu. Kako začnete? Najprej, prvi korak je, da najdete čim več potencialnih strank in seveda, da imate na Instagramu, na TikToku veliko sledilcev. Tukaj morate kazati veliko golote, ampak Instagram vas lahko tudi zablokira, lahko izgubite svoj profil in zato morate najti pravi način, kako ostanete na tej platformi. In če znate to narediti, vam lahko platforme z algoritmi pomagajo, da imate še več sledilcev. Vsi te lahko poskusimo doma. Videli ste zagotovo podobne strani, profile z zelo seksualizirano vsebino in potem vam te platforme predlagajo druge platforme s podobno vsebino. In to je tako enostavno za ljudi, ki imajo slabe namene, da targetirajo občutljive mlade ljudi, ki se bodo zelo verjetno sami poslužili teh tveganih vedenj. In vidite, da je tukaj veliko škode za celotno populacijo v tem poslovnem modelu. Drug korak, da vam ni treba ves čas znova začeti, ko vas družbeno omrežje blokira, morate znati preplesti svoje profile, torej Instagram in TikTok, tako da ga vaši sledilci najdejo na drugem profilu. Tukaj imate povezavo v bio in morate tukaj navesti vse svoje profile. Lahko napišete to zelo enostavno v enem stavku, veste, kje me najdete in potem lahko ta povezava vas vodi naprej na vaš profil na OnlyFans. Tretji korak, dobite še več
sledilcev s sodelovanjem drugih, z tako imenovanimi shoutout Instagram stranmi. To so strani, kjer mladi lahko se promovirajo. Tisti, ki je lastnik take strani, pokaže vašo sliko in povabi druge sledilce, da vam začnejo slediti. In te strani cvetijo zaradi oglaševanja in to so sodelovalne strani in velikokrat so za njimi mladoletne osebe. Vse te strani oziroma večinoma gre za finančne namene, pa tudi Teeny Shout recimo je stran, ki targetira mlade, ki so zelo ranljivi in prikazuje veliko bolj tvegano spolno vedenje na spletu, da izkorišča mlade ljudi za svoje lastne koristi. In to je druga dimenzija spolnega izkoriščanja, torej groomerji, ki so dobili lahek dostop do lahkih žrtev. Mladoletni, ki želijo biti slavni na spletu, prodajajo svoje nage slike in vsebine. In tukaj se zdaj pride moj belgijski novinar, ki sem ga omenila, Geoffrey Dujardin. Videli boste video. Nilsa bo velikokrat omenil in govoril bo o tematiki sextinga. Rad bi naredil nekaj glede tega. Imam veliko informacij, ampak daj se raje osredotoči na transakcijsko sekstanje. In on je pod krinko opravil raziskavo in raziskoval zlasti te shoutout strani na Instagramu. Torej gre za sexting, grooming, samoustvarjene vsebine, kjer je vse to prepleteno. Ne samo na OnlyFans, pa tudi res pred našimi nosovi TikTok, Snapchat, Instagram. In zdaj bom predvajala ta video. Naj sam pove. Sem Geoffrey Dujardin. Povabili so me, da govorim o transakcijskem sekstanju na Instagramu in drugih platformah. Torej, obiskal sem strani, tako imenovane shoutout strani, kjer se lahko ljudje promovirajo, objavljajo svoje strani, svoje slike, nage slike. Otroci so izpostavljeni, so lahko zlorabljeni na teh posnetkih, gre za tako imenovano otroško pornografijo. Tukaj je eno dekle objavilo zgodbo oziroma story, tako imenovan story, in napisalo: pošlji povezave, CP povezave. Torej, CP kot child pornography oziroma otroška pornografija. Jaz sem kot noviral želel govoriti z občinstvom teh strani, tisti, ki so bili aktivno vključeni na te strani, ampak z novinarjem seveda nihče ni hotel govoriti. Nisem imel druge izbire, kot da si sam ustvarim svoj profil, pod krinko seveda. Tukaj sem dal svojo sliko neke fiktivne osebe in moje mačke. Kontaktiral sem belgijsko dekle in sem jo vprašal: imaš 20 slik, ampak imaš 6000 sledilcev, kako je to mogoče? Rekla mi je, da je odgovor shoutout stran. In jaz sem vpisal to besedo, Instagram shoutout. In tako mi je bilo jasno,
da moram torej slediti tem shout-out stranem. Torej, takoj, ko sem začel slediti enemu 14-letnemu dekletu, me je kontaktirala. Šlo je za zelo jasna sporočila. Ta oseba me je želela obvestiti, kako shout-out stran deluje. Na mojem profilu je pisala, da sem star 14 let. Vprašal me je, ali bi rad poslikal nage slike. Dal mi je točna navodila, torej vedel je, kaj počne. Jaz sem nehal odgovarjati, on pa je ves čas meni še pisal. Torej, njegov cilj je bil jasen, kaj želi. Drug dan sem dobil sporočilo švedskega moškega, 18-letnika. Poslal mi je zelo enostavno sporočilo: prodajaš, kaj misliš s tem? In razložil mi je, kako je on kupil pakete slik, videov mladoletnih deklic, kakšne videe je dobil. In zakaj? Za denar. On kot kupec me je hotel prepričati, da naj sam to storim, da bom veliko zaslužil. In v bistvu je on kopiral poslovni model OnlyFansa. Veliko informacij sem dobil od te osebe, kako sistem deluje, kako poteka interakcija med kupci in dekleti. Jaz sem bil malo izgubljen, ker nisem vedel, kaj sledi. Ampak čez nekaj dni, ko sem objavil svoj profil, sem dobil novo sporočilo, domnevno 25-letnika. On je želel vedeti o mojih hobijih, zanimanjih, kaj želim postati in tako naprej. On pa je bil groomer, kajti želel je vzpostaviti zaupanje med nama. In njegov namen je bil jasen. Vprašal me je, če bi bila ljubimca, če bi se lahko poklicala prek videoklica ali če bi mu poslal nage fotografije. Na koncu se nisem več odzival. Naj povem, da je zvok v kabini zelo slab, zato se opravičujem za pomanjkljivo prevajanje. Potem sem kontaktiral dekleta, napisal, kako si, zakaj to počneš, zanima me več. Niso se mi odzvale, ampak takoj mi je bilo jasno. One se odzivajo samo na prodajalce, meni se niso hotele odzvati. Če pa sem se predstavil kot kupec, sem dobil čez pol ure že novo sporočilo, veliko opcij, od videa prvega spolnega dejanja do videa, kjer je vsebina še bolj podrobna, ki je stal $50. Mislim, da sta dva dejavnika,
Torej, organizacija, kako priti do mladih in poslovni model OnlyFans, ki je postal glavni poslovni model. Vsi ga poznajo, tudi mladi, tudi torej najstniki. Torej, greste na Instagram, na tako običajno družbeno omrežje. In ko vidijo na teh omrežjih, da lahko za OnlyFans zelo veliko zaslužijo, samo kopirajo ta poslovni model. Torej, sledilci prepričajo ta dekleta, da pristanejo tudi na portalu OnlyFans. In to je potem nek začaran krog. Imate 1,8 milijonov zadetkov na Instagramu, če vtipkate. Vsaka od teh deklet ima več tisoč sledilcev. Torej, na milijone ljudi aktivno sodeluje v tem svetu, v tem poslu. In to je velik problem. Če ne bomo nič storili, so te osebe zelo izpostavljene kaznivim dejanjem, storilcem. To so bili zaključki moje raziskave. To je kratek povzetek. Če imate še kakšno vprašanje, lahko vprašate tudi Nilsa ali mene. Najlepša hvala za vašo pozornost. Sem Jeffrey Desjardins. Kot ste opazili, jaz nisem Nils in mislim, da ne vem vsega, ampak potrudila se bom, da bom potem odgovorila na vaše vprašanja. Da, to je zares zelo intenzivno in kar težko, a ne? Kot je rekel Jeffrey, to postaja zelo kompleksna zgodba in to je razmeroma novi pojav, ki ga ne moremo kar uvrstiti pod krovni termin sexting. Veliko več se tukaj dogaja. Mladoletna dekleta tukaj nekdo prisili, da pošiljajo svoje spolne vsebine. Včasih zato, ker si sami želijo, včasih zato, ker jih nekdo drug, odrasla oseba v to prepriča, zato, ker počnejo to vrstniki, ali pa so se tega nekje naučile od odraslih oseb, ki prodajajo svoj poslovni model. Torej, veliko različnih oblik spolnega izkoriščanja na spletu tukaj obstaja. Govorimo torej o izkoriščanju spolnih posnetkov otrok, kajti tudi če mladoletno dekle misli, da nekaj počne prostovoljno, to za nas ni pomembno, kajti še vedno tukaj gre za slike, ki jih dekleta sama posnamejo in mladoletna oseba je v vsakem primeru žrtev. Govorimo tudi o neprostovoljnem deljenju posnetkov, kajti v nekaterem primeru imamo osebo, ki pošilja slike žrtve, ki se sploh ne zaveda, da se jo izkorišča. Prav tako govorimo o groomingu, o odraslih, ki uporabljajo mlade, njihovo željo po priljubljenosti, da bi jih izkoriščali. Kajti, če imaš popularno shout-out stran, seveda imajo ti ljudje pogajalsko moč nad mladoletnikom in imajo zelo dobro moč prepričevanja. Prav tako pa govorimo o sextortionu, se pravi o spolnem oziroma izseljevanju z intimnimi posnetki, kajti žrtve se izseljuje zaradi teh njihovih lastnih posnetkov. In nizozemski mediji so naredili raziskavo in šli nekoliko globlje v Snapchat Premium. Kaj so odkrili?
Pogosto se zgodi, da je za temi računi, da so tam mladoletna dekleta, ki prodajajo svoje slike za 5 ali 10 evrov. Ampak raziskava je pokazala tudi, da je veliko število računov lažnih. To pomeni pa, da so kriminalci za temi računi in uporabljajo te račune za prodajo slik. In kdo so torej ljudje, ki stojijo za tem transakcijskim sekstanjem? Imamo 3 možnosti. Lahko so to mladi ljudje, ki so pridobili slike s pomočjo izsiljevanja in ki sedaj želijo nekaj dodatnega zaslužiti in pretvarjajo se, da so žrtve. V drugih primerih imamo kriminalne združbe, ki so našle slike na spletu, ne vemo kako, in uporabljajo catfish scan, se pravi prevare. In tretja skupina pa so ljudje, seveda, ki prodajajo svoje lastne intimne posnetke. Pravzaprav ne vemo, kako so te 3 skupine predstavljene, kajti tukaj ni dovolj raziskav na tem področju. Nekaj pa vemo zagotovo. Vedno obstaja ista oziroma enaka žrtev in to je mladoletna oseba, ki je na posnetku. Torej, kako naprej? Ta pojav torej obstaja, tega ne moremo zanikati in verjemite nam, ko rečemo, da se to ne dogaja zgolj na Nizozemskem, v Belgiji, to se odvija povsod po svetu. In zavedam se, da boste imeli na koncu te predstavitve še več vprašanj, kot ste jih imeli na začetku. In ne vem, ali so tukaj tudi člani relevantne industrije, ampak oni so tisti, ki so odgovorni za varnost. To je velik problem, ki je globoko zakoreninjen v naši družbi, pa ne le na spletu. In mislim, da moramo videti, kaj so tukaj nianse in rešitev ni zgolj v rokah naših partnerjev strani družbenih omrežjih, hkrati moramo razgraditi globoko zakoreninjene spolne vzorce, ne le pri mladini, ampak tudi pri odraslih, ki nam služijo za vzgled. Ampak industrija lahko in mora storiti več, veliko, veliko več. Vsaka telefonska točka, ki je danes tukaj, vam bo lahko povedala, kako slabo se počutijo, kako je težko spremeniti stvari. Vemo, da imamo zakonodajo, ampak ko je varstvo zasebnosti na prvem mestu in zaščita otrok šele kasneje, to ni dobro. Ni normalno, da je vsak uporabnik spleta soočen z posamezniki, ki ga želijo spolno izkoriščati. Vidimo že, da imamo algoritme, ki aktivno promovirajo spolno vsebino in to iz profilov, pri katerih sploh ne moremo vedeti, ali gre za odrasle osebe ali ne. Veliko platform je že veliko vložilo v varnost, ampak to zagotovo ni dovolj, kajti spolno izkoriščanje se še vedno odvija pred našim nosom. Nekaj pa je zagotovo. Od tukaj naprej potrebujemo več raziskav, tako novinarskega raziskovanja kot akademskega. In kaj moramo torej ugotoviti? Kdo so kupci teh posnetkov mladoletnih oseb? Ali gre tukaj za odrasle osebe, za druge mladoletne? Ali so bili nekateri prisiljeni v prodajo svojih slik? Koliko profilov je lažnih? Koliko je resničnih? In tisti, ki so lažni, kako so tisti pridobili svoje posnetke? Kako poteka plačevanje? Vemo, da je veliko groomerjev takšnih, da so dovolj pametni, da so anonimni, ampak morda jih lahko izsledimo. Potem, ali imamo zadostne regionalne zakonodajne okvire in tudi, kako ta normalizacija pošiljanja golih posnetkov vpliva na mlade? In kako bi se mi morali na to odzvati, kako opozoriti mlade, da obstajajo tveganja, če pošiljajo svoje slike, ali bi morali imeti boljše vzglede.
In predstavljajte si, da bi želeli ustvariti orodje za preventivo. Kdo je vaša ciljna skupina? Ali so to 5-letne deklice, ali gre za mlajše ljudi, ki se manipulirajo v prodajo, ali gre morda za grumarje, ki kupujejo gole slike od mladoletnikov, ali pa bi morali se ukvarjati s platformami, ki tako zlahka prodajajo spolnost oziroma pritegnejo mlade k tem tveganim poslovnim modelom. Zelo me bo zanimalo, ali imate morda kakšne predloge, primere dobrih praks v vaši državi. Kar pogumno spregovorite z mano po koncu moje predstavitve in če imate kakršnakoli vprašanja, bom nanje z veseljem odgovorila. Hvala lepa, gospa Coumans. Pozdravljeni, v vaši predstavitvi ste govorili o dekletih, kaj pa fantje? Yes, I understood the question. Da, videli smo v raziskavi, gre večinoma za dekleta, ki prodajajo svoje posnetke, in zato sem na začetku govorila, zakaj je pomembno razumevanje spola. Seveda je to se pojavlja tudi pri fantih, ampak večinoma so tukaj dekleta žrtve, ki so žrtev tega pojava. Da, in zato potrebujemo raziskave. Treba je vedeti, kako sta spola predstavljena, in mi ne vemo, kdo so kupci. Večinoma gre verjetno res da za moške, ampak zares potrebujemo več raziskav, da bi razumeli dinamiko tega, kdo so storilci, kdo so žrtve, ampak zagotovo obstajajo tudi žrtve, ki so fantje, ampak nimamo dovolj raziskav. Po sedanjih podatkih pa je šlo večinoma za dekleta. Bi pa bilo seveda zanimivo vedeti, kako so tudi fantje predstavljeni v sklopu žrtev, in mislim, da bi bilo to zelo zanimivo vprašanje, ki bi bilo lahko predmet raziskav. Gospa Coumans, zanima me, kako se je javnost na to odzvala in kako so se organi pregona odzvali na to, ali ste uspeli kaj spremeniti? Dosegli smo veliko medijske pozornosti potem, ko je gospod Dujardin objavil svoje izsledke, ampak na žalost, mislim tudi, da smo imeli vprašanje v parlamentu, ampak žal se ni veliko naredilo. Nimamo nadaljnjih raziskav, vidimo pa, da se to še vedno dogajajo. Te stvari, ta pojav je še vedno zelo prisoten in potrebujemo še več lobiranja in ozaveščanja glede tega, da to obstaja in da se s tem treba spopasti. Pokomentirala bi vašo predstavitev. V naši šoli smo imeli dekle, ki je imela svoje intimne posnetke, imela je fanta iz Velike Britanije. Druga dekleta so nam povedala o njenih posnetkih. To dekle je bilo zelo negotovo. Bila je zelo introvertirana, ampak starši temu niso verjeli. Torej, v šoli nekdo to opazi in potem moramo v rokavicah delati starši. Sedaj pa imamo tudi tožbo, torej povračilne ukrepe, zato ker smo o tem govorili. In torej, kakšno je vaše stališče glede staršev? Kajti starši danes ne želijo o tem govoriti, ne želijo govoriti o spolnosti. In to je še huje po covidu. In po lastnih izkušnjah lahko rečem, da
da se fantje zabavajo s temi posnetki, da si snemajo svoje mednožje med tušem, ampak to je grozljivo, ko dekleta vidijo te posnetke. We see indeed that Da, tudi pri naši telefonski liniji nimamo toliko žrtev, kajti večinoma nimamo celotnega konteksta, ampak vemo pa, da je včasih zelo težko starše ozavestiti glede tega, da morda je njihov otrok žrtev. To je zelo, zelo parents, because we know that it's delikatno vprašanje. In težko je spregovoriti o tem starši, to je res. Hvala lepa, gospa Commons.